Spet bom začel tam, kjer sem včeraj končal, namreč v Ljubljani kot sprehajalec, kot neke vrste flaner v bodlerovskem smislu. In Bodler je imel, kot veste, eno sjajno idejo, da je on pravzaprav veliki občudovalec kulta podob in temu služi in navsezadnje, kaj drugega počnemo kot umetnostni zgodovinarji, da služimo kultu podob. Vse skupaj se bo dogajalo okrog Jakopičevega paviljona. Namreč preprosto lahko rečem, zanima me, kako se je umetnost v Sloveniji v prvih letih 20. stoletja na nek način institucionalizirala. Se pravi, postala to, kar je danes tako samoumevno in je bilo takrat tako vprašljivo. In jaz sem imel recimo še to srečo, da sem še za svojega življenja hodil v Jakopičev paviljon in se dobro spomnim, da sem šel po potki in je pesek škripal in potem so škripale tudi stopnice in preden sem noter prišel in ko ste bili enkrat v Jakopičevem paviljonu, ki so ga 62. leta podrli, so bile na tleh taki tekači, smo včasih temu socializmu rekli. In ste se sprehajali potem po teh tekačih in tam okrog so bile slike in jaz sem bil prvič v življenju v enem prostoru, ki je bil tako rahlo sivo toniran, slike so bile okrog, dišali še po terpentinu, po firnežu in meni se je zdelo, da sem v raju neke vrste. Ta raj je potem 62. leta za vselej, ki ne podrla železnica, ampak spomin na to na nek način me še danes preganja. Seveda, kot flaner sem vstopil tudi leta 1900 v prvo razstavo Slovenskega umetniškega društva, o čemer sem že včeraj nekaj govoril. Ampak tisto, kar je bilo mogoče v tem trenutku najbolj zanimivo je, da se je gledalec znašel pred recimo dvemi deli, o katerih se je mogel odločiti na način, da mu ni bilo pravzaprav čisto nič jasno. Na eni strani je bila Kobilca svojo znano, uveljavljeno sliko in menda je najbolj popularna slovenska slika Poletje. In na drugi strani, glejte, če grem zdaj tukaj za en hip nazaj, vidite, je tak lep triptih. Tukaj je Kobilca, tukaj je žena od vesela na Beneških Džardinih, ne? In tle čisto zgori je ta figura, ki se je že pokazala, en kmet, ki je nekako oslonjen pri Jakopiču, in v bistvu smo bili postavljeni takrat leta 1900 pred neko nenavadno usodo. Namreč očitno je, in to recimo kakšen Miljutin Zarnik tudi napiše, prav, da se je ta starejša tradicija na nek način sicer uveljavlja, ampak zdaj moramo imeti oči za nekaj, kar se odpira z Jakopičevimi figurami. In bi rekel, ta pozicija se mi zdi pomembna zaradi tega, ker pogostokrat danes, ko gledamo nazaj na impresionizem, mi pravzaprav začnemo z eno nenavadno mitološko podobo, ki sem jo jaz podedval od Izidorja Cankarja, Steleta, Šumija, Mikuža, se pravi od mojih profesorjev. In to je bila mitologija, ki je bila postavljena v same začetke impresionistov. Se pravi, da smo bili mi do teh slik na nek način popolnoma nekritični in je mogla priti šele ena generacija, recimo v 90. letih, ki je na nek način postavila bolj natančne poglede in je dekonstruirala naš mitološki impresionizem. Če sem bil že res flaner in sem hodil naokrog, sem imel potem eno žalostno izkušnjo leta 1902 na Groharjevi kolektivni razstavi. Grohar je po nekem čudnem naključju zapravil nekaj denarja od društva, ni ga ravno vrnil, dal bi se pomagati in tako naprej. O tem je toliko napisanega, da mi je že nerodno govoriti. Ampak kar je bilo zanimivo je, da ste v majhni dvorani Mestnega doma videli naprodaj prvo kolektivno razstavo Groharja, ki jo je on v življenju videl. In to je bila, pravzaprav ni videl, ker je bil v zaporu, ampak kjer je društvo prodajalo Groharjeve slike po najnižji možni ceni, kot lahko berete recimo tam čez.
nekaj, kar je meni dal eno vprašanje, kakšen je bil esprit de corps, kakšna je bila stanovska zavest umetnikov. In mi je dal misli, da se je tudi ta stvar, se pravi, neke vrste, mi smo slovenski umetniki morali razviti, to ni bilo kar dano, to ni bilo zdaj kar z neke, bi rekel, literarne opcije postavljeno med likovne umetnike. Skratka, prva retrospektiva, ki bi jo videl leta 1902, je bila v bistvu tragična izkušnja 60 Groharjevih slik in na srečo so ohranjeni kasnejši spomini iz 20 let, kako je ta razstava izgledala. In druga stvar, kjer bi lahko seveda videl likovno umetnost sodobnega časa, je bila Kazina. In recimo leta 1903, o tem tudi dosti piše v slovenščini, pa v glavnem je bilo vse v Laibacher Zeitungu in v pismih. Jakopič, ki je bil takrat v Pragi, sprašuje Jamo, kaj pa se zdaj v Ljubljani dogaja, slišim, da je neka razstava in razstavljajo taki ljudje, kot so skupina Dišole, potem Luitpold grupe, potem so avstrijski umetniki, se pravi avstrijsko umetniško združenje. In če ste takrat šli na to razstavo, ste pravzaprav videli, zdaj morate vedeti, to je bilo po drugi slovenski umetniški razstavi, ne, ko se je razvila fama, da so slovenski umetniki tujci izgnani iz Ljubljane, ne, in dejansko praktično potem do leta 1907 tukaj ni razstav. Ampak če ste hodili v nemško Kazino, ste imeli priložnost videti recimo enega Ludvika Dila iz Dachauske šole, ki ga je Jama zelo dobro poznal, na taki razstavi v Ljubljani. Problem bi bil samo v tem, da je zelo redko kdo od teh ljudi, ki sem včeraj o njih pripovedoval, se pravi od teh slovenskih liberalnih intelektualcev, sploh stopil skozi vrata Kazine. Ne? To je bil en poseben problem, to ni bilo kar tako iti v nemčurško središče. Ampak, če spet se vrnem nazaj na Laibacher Zeitung, vidite, da so se skozi celo desetletje, vse do leta 11-13, vrstile razstave teh nemških Genossenschaft der Bildenden Künstler Wiens, recimo ta je bila zanimiva v letu, mislim, 1905. In ne samo to, te razstave so bile pravzaprav zelo dobro opisane in dobro obiskane in recimo Eichelberg v tem pregledu delovanja Künstlerhausa pravi recimo, da se je leta 1905 prodal, mislim, za 1410 kron umetnin. To se pravi, da nemški krog je slike kupoval, to ni bilo zdaj spet samo, bi rekel, jasno, da je bil jasno ta nacionalistični, ideološki in kakršenkoli še nemški pritisk, ampak istočasno je obstajal nek trg tega nemškega, recimo Bamberg, ki je bil velik založnik, je bil velik kupec, tudi je bil, recimo je bil tudi predsednik tega društva, je tudi otvarjal, ampak prišel otvoriti, Švegel je prišel otvoriti, se pravi, to so bile čisto resne razstave, no, ampak recimo, če se začnete ukvarjati, kaj je bilo tam za videti, ne? Recimo najdete nekega, tukaj piše Adolf Quinters, najbrž je bil Rudolf Quinters in so ga pripisali neoimpresionistu in potem rabite kar precej časa, da najdete točno to sliko, ta Blumenmarkt v Parizu ob Seni, ki so ga takrat razumeli kot neke vrste neoimpresionistično sliko. Skratka, čist brez, bi rekel, nekega stika z aktualnimi, seveda lokalnimi, provincialnimi tokovi, jaz kot flaner v prvem desetletju tudi ne bi mogel čist biti. Ampak druga stvar, ki se je zdaj tukaj odprla, je pa tale. Mesto se zelo spreminja, ne? Se pravi, Ljubljana postaja neke vrste le, bi rekel, tak srednjeevropski, sorazmerno iz neke dolge vasi se počasi premika v srednjeevropsko, bi rekel, sorazmerno lepo oblikovano prestolnico Kranjske. In tukaj nastajajo zelo zanimive viste, zelo zanimivi pogledi v samem mestu. In če govorimo zdaj o impresionistih in pomislimo, kako ključen je bil recimo Pariz kot motiv za francoske slikarje, pa ne samo, ampak za vse tujce tudi, ki so prišli v Pariz, sem se jaz zmeraj spraševal, kako to, da se noben od naših slikarjev ni napotil na kakšnega od takih motivov, da bi videl te viste, ampak so šli rajš pod Rožnik ali pa v Tivoli. Se to razumem, jasno, da se je šlo tudi v Prater slikati ali pa Bois de Boulogne.
Ampak na nek način, kot da tukaj manjka neka zavest, imamo mesto in imamo recimo moderno podobo tega mesta. Še bolj zanimivo je to, recimo, da se je v tem času v Ljubljani neverjetno dobro tiskalo. Recimo, katoliška tiskarna je kupila najmodernejši stroj za barvni tisk. Se pravi, recimo tudi prve Jakobi, ko je dal Izidor Cankar, pa Vaupotič, pa Birol ali pa Gaspari, ki so tiskali prve razglednice, recimo, so jih lahko natisnili že tudi v Ljubljani, ne samo ponovadi so pošiljali na Dunaj, ne, ampak recimo je bila tehnologija tiska na sorazmerno zelo visokem nivoju in na nek način se mi zdi, da je ta tehnološki pogled, ki ga je recimo na nek način oživil celo nek italijanski kinooperater, ki je v Ljubljani leta 1909 posnel, kako je Ljubljana takrat izgledala in recimo tlele, jaz ne znam zdaj tega narediti, ker vi bi zdaj lahko ta film gledali in ko smo se včeraj pogovarjali o teh inštitutkah, vidite, kako je en tak sprevod teh inštitutk, teh licejskih ali gimnazij, bi danes rekel, zgledal in to imate vse zdaj na filmu in seveda je jasno, da deluje že tudi kino pri nas in Štravs pride v Ljubljano dirigirati in še je teh nenavadnih modernističnih izkušenj, ki pravzaprav delajo zdaj kaj? Neke vrste moderno vizualno kulturo tudi v Ljubljani. In če že govorimo ravno o tem, ne, v 90-ih letih, ko se je začel naš kapitalizem, sem jaz študentom zmeri dal kot obvezno literaturo, da berejo Komunistični manifest v enem zelo zanimivem prevodu iz leta 1908. In seveda noter je tisti stavek, iz česar je potem Marshall Berman napisal svojo znamenito popularno knjigo in tisti stavek se glasi, ne, vse, kar je bilo trdno, se je razblinilo v zraku. Kar bi seveda za nas pomenili, kaj je bilo trdno. Vse za dom, domovino in cesarja. In Komunistični manifest nas je učil vse za denar. Ampak istočasno so pa recimo predstavnosti manifesta uvedle neko pretočnost fantazije, ki bi jo lahko uporabili tudi recimo v Franciji za predstavo, saj Marshall Berman pol to zelo detaljno razvija, ampak da je ta fluidna pretočnost fiktivnega, se pravi borznega kapitala, je bila v Parizu recimo tisto, kar so bili kupci impresionističnih slik. Ne? In Američani, ki so imeli slab okus, ampak zelo dober občutek za investicije, so Durand Durielu zelo zaupali in so v bistvu spekulativno kupovali za sorazmerno majhne cene impresioniste. Predtem seveda so se vsi založili z barbizonsko šolo, tako da ta prehod ni bil tako težak. Druga stvar je, da bi morali začeti razmišljati o neke vrste vizualni kulturi v začetku 20. stoletja. Se pravi, ne samo o slikah. Slike so samo en element tega. Ampak, če pomislite na to, kako so se širile revije, razglednice, barvni tiski in recimo, kar je za nas važno, popularna umetnostna zgodovina, recimo, tako kot sem včeraj pripovedoval recimo o Mutterju, ki je založnik Hirt na Dunaju, v Münchnu je bil tako pameten, da je vse knjižce, ker drugače bi bilo zelo drago kupiti celo, izdajal v snopičih, ne? Ali pa so bile recimo Wellhagen in Klasing, se pravi, so bile take majhne poceni knjige, ki so jih pisali zelo zanimivi avtorji, recimo Henry Tode je napisal Tintoretta, in ki so postale pravzaprav neke vrste meščanski štandard, neke vrste tega, kar Nemci imenujejo die Bildung, da ste bili pravzaprav izobraženi skozi to izkušnjo. In ne samo to, popularna umetnostna zgodovina je začela prvič resno uporabljati ves arzenal reprodukcij od srednjega veka, od prazgodovine, antike do sodobnega časa. Tako da ste imeli prve velike kompendije, kjer je bilo po 1000 reprodukcij, recimo v Ljubljani so brali patra Alfreda Kuna, ki sicer ni pomemben, ampak zato, ker je v Freiburgu pri založbi Herder izdajal, ne, je bila pač potem ta knjiga v Ljubljani. Ampak recimo, če ste videli to, kar je Mutter izdajal, recimo serijo Die Kunst, to so bile takole majčkene knjižce, ne posebej drage, ampak recimo Meyer Graefe, najpomembnejši kritik tega časa, napiše Manet und sein Kreis leta 1902 in ker v letu 1902 ni imel živ krst nobenega originalnega Maneta pred očmi,
so bile reprodukcije v tej knjigi, recimo, ene vrste zelo direktna, zelo neposredna, optična izkušnja, kako naj, recimo, Manet izgleda. Drugič, fotografi so začeli razstavljati skupaj s secesionisti po praktično vseh svetovnih razstavah. Recimo v Münchnu je imel Jakopič nenavadno izkušnjo, da je, mislim, 1897 letnica, ne vem, zdaj čisto natančen, videl eno ogromno razstavo v secesiji. Se pravi, kaj je bilo zdaj? Velikih povečav, to so bile Bruckmann jih je izdeloval, in potem te Bruckmannove povečave so tudi v Ljubljano prišle, tako da recimo kakšen Mantuani je še zmeraj s tem predaval, ne, tako naprej. Ampak to so zdaj detajli. No, ampak recimo on je videl en ogromen pregled Velázqueza. Zdaj si lahko vi predstavljate, da Velázquez je takrat pravzaprav spet postajal ena velika moda, ne, po tej francoski preobrazbi v drugi polovici 19. stoletja, ko pride Vermeer, Velázquez, Goya in vse te vpliva, seveda vsa španska šola vpliva na Maneja in potem francoske impresioniste, ampak recimo Jakopič je takrat videl več teh odličnih reprodukcij kot katerikoli umetnostni zgodovinar. In naslednja poteza, ki jo je Gurlitt naredil v Berlinu, je, da je začel uporabljati diapozitive v juxtapoziciji, ker je potem prevzel tako uspešno Wölflin in iz tega naredil kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Skratka, ko govorimo pravzaprav o tem času, moramo vedeti, da nekaj, kar je za danes samoumevno, je takrat bilo pravzaprav to, kar je bilo najlepše v tem času. Da so bile vse prve stvari prvič prve. In najbrž sodelovati v tem času je neskončno lepše, čeprav vas je Jedka pobrala pri 26, ampak je bilo neskončno lepše, kot živeti v današnji poplavi podob. Ne samo to, v trenutku, ko govorimo o teh stvarih, moram tudi postaviti razliko med avtorji, ki so sodili v 19. stoletje in avtorji, ki so sodili v 20. stoletje. In ostra presoja je bila leta 1904, ko v Stuttgartu izide Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst Juliusa Mayer-Greffeja, in ki potisne potem, pri nas najbolj popularno, Geschichte der Malerei oziroma potem cele umetnosti, Mutterja ob strani. Mutter, kot sem že včeraj prepovedal, je Stoffgeschichte, on prepoveduje fantastične zgodbe. Njega je lepo brati kot neke vrste gossip 19. stoletja. Če hočete zvedeti, zakaj je Claren tako navdušeno Saro Bernhardt, bi rekel kar naprej, občudoval in slikal, potem boste to zvedeli pri Mutterju. Pri Juliusu Mayer-Greffeju se boste ukvarjali s Cézannom. Naprimer, zakaj on uporablja še idiotsko primerjavo, da je Cézanne takšen, kot bi pogledali kaleidoskop. Se pravi, tudi tle se je treba še formalne šole učiti, ampak razlika je bila tako rekoč kot noč in dan. In ravno včeraj sem, če se spomnite, omenil, da sem nekje v eni čist drobni pasaži najdel, da naš Regali, Josip Regali, omenja leta 1906 ali nekaj takega, zdaj bomo mogli pa Mayer-Greffeja brati. Ampak tle še ni konec problema. Dotaknemo se recimo slovenske poezije, tako kot jo pač naši slavisti razlagajo. Moja teza je malo drugačna. Če jaz berem slovensko moderno, literarno moderno, skozi slovenske impresioniste oziroma skozi to vizualno kulturo, ugotovim, da praktično, če berem, recimo Kete je tukaj odpade, ampak recimo že pri Murnu se začne, se pravi, da smo tukaj že leta 1902, potem pa recimo vse do Župančiča, čez Plan in tako naprej, da ko berete literaturo, ugotovite, da so tiste pesmi, v katerih je vizualna, ekfrastična izkušnja močnejša od psihološke štimunge v starem smislu besede, da so bolj moderne. Naprimer, ta gre, Župančič gre tako, leščev je se je zgenilo in za njim je zablestelo in že je proti njih, in že sem proti njih se sprožil, pa bila je bela breza. Zoprt leščev je se zgane, pa se misli, vse je breza, a vse bližje grebelina, jaz pa nič stojim in gledam. Se pravi, tle je ena tipična vizualni kriterij, vizualni model je tisti, ki ustvari to podobo, kajti ta belina, ki gre zdaj na mesto breze proti Župančiču, je v tem primeru seveda Jakopičeva žena, ampak ta slika je nekje recimo okrog 1903 ali kaj podobnega, skratka na začetku teh Jakopičevih koreografiranih figur. Ampak
čim bolj so slovenske pesmi vizualne, se pravi, da jih berete po vizualnem ključu, tem bolj imate občutek, da vstopate v sodobno, moderno poezijo. In po drugi strani seveda vas moram pa opozoriti, recimo čez 50 let bo nek ikonograf, tako kot danes recimo do onemoglosti razlagamo, ne vem, kakšnega Botticellia, njegove ikone, simbolice, ne, in greste študirati recimo kakšen droben detajl v ne vem, hipnotoromahio polifili in je v tisti debeli knjigi je samo ena vrstica, ki razdelja. Jaz grem staviti, da Botticelli tudi približni vseh, ne vem, 70 strani latinščine prebral, itak jo ni znal, ne? Ampak da bi prišel do te točke, kjer smo mi ikonografi odkrili, tako rekoč, zdaj pa bomo interpretirali Botticellija. Takrat so se ljudje pred sliko postavili in so gledali, če so te slike enake njim, če so enako dobro oblečene, če enako pravilno stojijo, če imajo, tako kot je rekel Il Cortegiano, če imajo pravilno držo, pravilni stav, če so sploh res moderni. In to je bil stav Medičejcev do teh slik. Da zilnih šajne, da čutno nazorno oblika. Ampak recimo nekdo prebere tole zgoraj, ne? Kakor belogolobje perje so se vrtili po zraku od zemlje pa visoko do meglenega neba, veliki kosmiči, sukajoč se nemirno drug krog drugega in trepetajoč od mraza. Odkar je zasijalo hladno zaspano jutro, prestalo ni to tiho zimsko življenje v zraku niti za trenutek. Zdelo se je, da so to vedno isti kosmiči, ki vise vedno na istem mestu med nebom in zemljo, kakor da bi jih privezale nevidne roke na trdne bele niti. Snežilo je ves dan, ura je bila enaka uri, za najkrajši hip se ni nebo zjasnilo, zableščalo v lepši in tako naprej in tako naprej. Ampak kaj je to? To so vinjete, ne? To je Cankar 1899 leta. Ampak jaz sem občutek, in to je nevarnost, čez 50 let bo nekdo prebral ta tekst in bo rekel, končno se najdel vir za Groharja. Se pravi, naš dokaz umetnosti zgodovini je zmeri vizualni dokaz, prvi dokaz. Vse ostalo je podpora temu dokazu. Napravi in orodja modernizma, to se mi zdi tudi ena taka skušna flanerja. Vi morate vstopiti v galerijo, vi morate prebrati kritiko, vi morate postati publika. Zato imate tisk, revije, fotografijo, kino. In modernizem je javna, laična, demokratična izkušnja. Vi plačate en majhen denar, ali pa recimo v salonu je bila ob nedeljah znižana cena v Parizu, ne, in je bila taka gužva, da niste noter mogli. Zdaj berete lahko to vse odlično v dobrem prevodu v Levre, ne, Zola je zdaj preveden v slovenščino in to Ein Muss, to morate res prebrati. In na drugi strani se razvija en trg umetnin, ki tudi pri nas ni bil drugačen, kot je bil v Parizu. Jasno, tam je bila velikanska tradicija, pomislite, da se praktično od sredine 18. stoletja tam slike kupujejo, prodajajo in tako naprej v velikanskih količinah, ampak na nek način ta laissez-faire, liberalni kapitalizem je bil tudi tukaj. In na njem, na tem trgu zmeraj odloča negotovi okus kupca prve slike. In zato je bil ta obisk prve umetniške in tudi druge umetniške razstave pri nas lahko za nekoga travmatična izkušnja. In seveda danes skozi Bourdieja smo vsi navajeni govoriti o simbolnem kapitalu, habitusu, družbenem prestižu in tako naprej in tako naprej. Ampak jaz se sprašujem, recimo, kako je funkcionirala umetnina kot blago v začetku 20. stoletja. Recimo slika in kip ni nikoli običajno standardno blago. Umetniško delo ni proizvodno, ni racionalizirano, nobenega fordizma ni tukaj. In kar je še bolj komplicirano, med delom, recimo med umetnino, med delom in presežno vrednostjo, ko pridemo mi v likovno področje, v likovno proizvodno, ni nobenega linearnega odnosa. Umetnina ne nastane kot blago, temveč se to izkaže šele, ko vstopi na tržišče. In kar je še posebej važno za umetnika, nikoli ne veljajo standardi ali pa kriteriji proizvodnega dela. Tukaj ni urne postavke, zahtevnosti in trajanja dela. Recimo Muybridge pa Murray so jih uporabljali zato, ker so začeli uporabljati zelo hitre stroje, ne? In potem so imeli sekundarno fotografijo zato, da je bilo čim manj zlomljenih rok in nog, recimo pri statvah, ne? Ali pa pri kakšnih teh, kako se reče, ki nabijajo, ne?
ali pa puško napet. Ne. Večina te fotografije se ni uporabljala v estetske namene, ampak je bila zelo dobra za te prve sistematične, kako bi rekel, neke vrste tekoče trakove v proizvodnji, da so videli, koliko sekund sme delavec roko prestaviti pa hitro odstaviti. Ne. Potem je bila ta sekunda fotografija recimo neverjetno koristna za take stvari, tako sam mimogrede. Skratka, da neham zdaj to dolgo debato, Dave Beach je napisal Art and Value, eno knjigo, mislim, da se zdaj celo v Ljubljani citira, ki je zelo silno komplicirana in ne morem trditi, da je jaz kot ekonomist dobro razumem, ampak on postavlja te preproste enačenja, ki jih mi ponavadi z pojmom simbolnega kapitala, proizvodne, fordizma, postavlja pravzaprav skozi Marxa pod vprašaj. In seveda, ko sem stopil v galerijo Salon, sem pravzaprav vstopil tako, da sem vendarle izšel iz enega, bi rekel, običajnega prostora v en ekskluzivni prostor in še posebej zanimiv zaradi tega, ne, ker če ste takrat hodili recimo po mestnih salonih, ne, so bili vsi saloni blazno opremljeni s tapetami. Ne. Vse je bilo bogato opremljeno s tapetami in vi ste pa tukaj stopili v en prostor, kjer je bila, recimo, če bi bili v Münchnu, na prvi razstavi bil največji šok to, da so bile stene bele in da so bile slike razporejene v eni sami vrsti, ne gor in dol in sem in tja, kot smo videli včeraj na salonu. Se pravi, da se je slikam dala neka avtonomija, digniteta, avtoriteta in s tem tudi gledalca usmerila samo na to sliko, tako kot na stran knjige, samo to v tem trenutku gledati. Ne. Jasno, Jakopič, ki je imel premalo prostora, se nikoli ni mogel privoščiti prav take postavitve, ampak glede na to, da je on postavil salon, paviljon leta 1909, moram vendarle reči, da je poskušal z temi sivimi, toniranimi stenami nekako priklicati vzdušje, ki ga je on videl bodisi na münchenski secesiji ali pa tudi seveda na dunajski secesiji. In ne pozabiti, takrat so napisali, ja, Tvrtka naglas je poskrbela za opremo in mestni vrtnar, ki sem zdaj pozabil, kako se je pisal. In tako je, vidite, no. Je naredil opremo. Ne. Druga stvar, ki jo ne moramo pozabiti, je, da se s temi prvimi otvoritvami tudi v Jakopičevem paviljonu začenja neka predstava, ki je v Franciji že zelo dolgotrajna in se imenuje Vernisaž in jo danes berete spet v Zolajevem Louvru, v umetnini. In to je seveda, da recimo za salon so imele dame posebno obleko, ne, je bila posebna popoldanska obleka v Parizu zahtevana, ne, da ste se pojavili. In če smem zdaj reči nekaj, kar se mogoče sliši drugače, ampak jaz mislim, da brez snobizma ni umetnosti. In ta snobizem, ki se zdaj tukaj formulira, je v bistvu ena popolnoma praktična in zelo uporabna izkušnja. Če boste odprli galerijo, se boste najprej s tem srečali. Jakopič je delal paviljon seveda po načrtih Fabianija, ampak jaz imam skozi občutek, da njegova o tem je že dolgo časa razmišljal, ampak ključna odločitev je bila to, da je on videl Gartengesellschaft razstavo, se pravi Die Kunstschau leta 1908 in da je bila to pravzaprav tako kot lastro, tisti trenutek, ko se je on odločil, zdaj vam pa jaz vložil ves denar, tako kot je Klimtova skupina vložila v te paviljone, v Die Kunstschau. In potem seveda se je bilo treba znati tudi primerno vesti, obleči in gibati, tako kot je Strnen tukaj naredil še v Münchenskem krogu. In ne vem, če se gospa profesor strinja, ampak jaz imam skozi občutek, kadar pogledam tega človeka, pomislim samo na Strnena, osebno, ne, fizično na njega, ne. Čeprav seveda, kot ste vi pokazali v svojih študijah, je bilo še marsikaj drugega in je bilo treba tudi kakšen akt študirati in tako naprej za te stvari. Ampak to je tradicija, ki zdaj pride v naše razmere, čeprav recimo od Degaja, Mary Cassatt, Gervex in tako naprej so bile te slike teh sprehajajočih se dam in ljudi v salonu kar se da popularne. In leta 1902, ko začne Rado Murnik pisati vrhunsko neumnost, ki se imenuje Bucek in Buca na umetnosti, me je to zmeri spomnilo, da smo končno ujeli Domjeja, ki je ob nedeljah takele pare, ki so glasno in jasno komentirali, kaj se na slikah vidi,
na nek način smo ujeli, če smem tako reči, francoske neumnosti. In isto velja, recimo, če se je tukaj Albert Wolff pojavil kot bog in batina na kritik na salonu, ne, so pa nas zmerjali kakšnega, ne vem, Kobala recimo, ne, in če je Grand Homme de la patrie reconnaissante, ne, se pravi, če so obesili Francozi velike svoje umetnike, ne, smo jih potem tudi mi. In še na nekaj bi rad opozoril, preden se lotim drugega vprašanja. Mi pravzaprav pozabljamo, da je bila vsa ta kultura grajena na neverjetnem in za današnje pojme pravzaprav osupljivo optimističnem bojemstvu. Recimo ena taka zanimiva debata je bila, mene so učili, da je Grohar pil brinovc in sem to prodajal naokrog. Dokler ni nekdo preštudiral in rekel, ne, on je pil orehovca in dejansko orehovci je bil cenejši, slabši, ampak bil je edina hrana, ki jo je Grohar uporabljal. Grohar je mogel najprej odplačati vse svoje dolgove, predtem si je kupil seveda Nobel obleke, ampak potem je bil na orehovcu. Ne. In to je bila ta totalna boemska predstava, kaj bo jutri. Recimo, jaz v današnji umetnosti sploh ne najdem nobenega boema več v tem smislu. Ne. Ta tip ljudstva je pač izumrl in tle vi ga vidite še v enem trenutku. Jaz sem izredno slabe diapozitive, ker jih sam kradem iz raznih virov, ampak vsi boste prepoznali Vesela pa Ažbeta, ne, kako imata svojo debato v Ažbetovem ateljeju in zagotovo ne mislita, kaj bo jutri. Okay. Recimo, če uporabljam še eno francosko popularno besedo 19. stoletja, ki jo pripisujejo Domjeju, il faut être de son temps, ker je za Francoze seveda zelo pomembno, ker oni slikajo histoire de mœurs, oni slikajo zgodovino nravi svojega časa. Ampak recimo, če vprašam, ali lahko vprašam naravo, kakšen je naš čas? Razumete? Jaz ne morem z impresionisti odgovoriti, naš čas je bil takšen, ker je bila narava takšna. Francozi, ko odgovarjajo na vprašanje, il faut être de son temps, slikajo ljudi, slikajo družbo, slikajo družbena razmerja. In če bi sploh hotel odgovoriti na to vprašanje, bi se mogel recimo zaustaviti ob eni taki podobi, ki jo sicer danes ne kažemo prav zelo pogosto, kako je Franc Jožef takoj skoraj zelo naglo po potresu, mislim, da je bilo 7. maja 1895 obiskal Ljubljano in so potem najeli Josipa Germa, da je to v bistvu fotografijo neke vrste spremenil v pokazati, kakšen je naš sodobni čas, samega sebe, svojo ženo in potem seveda je anekdota, ampak ni nujno, da je popolnoma izmišljena, ne, da je dal izmeriti, koliko so veliki ljudje, da bi boljš ujel prostorska razmerja, ampak če bi rekel, kakšni so bili te časi, potem bi se mogel recimo osloniti na eno tako, recimo za čas zelo značilno, pa vendar likovno ne najbrž zelo vzpodbudno delo, še posebej zaradi tega, vidite, Ljubljana je bila, kot veste, če gledate fotografije, zelo podložena s temi drogovi, ne, da so ljudje lahko okrog hodili. Ne. Tle so pa zelo strateško sam v zadjih postavili, ne, ker cesar na vse zadnje ni bil zato tukaj, da bi te vrste Ljubljane gledal. Se pravi, ta il faut être de son temps je tukaj pravzaprav, bi rekel, moja opcija že obrnjena v to, kar sem včeraj govoril, ali mi dovolj natančno vidimo slovensko realistično fotografijo in ali jo dovolj natančno v modernem smislu razumemo. Seveda, zato morajo biti ljudje, ta modernost je pravzaprav človek, njegova oprema, njegova obleka, tako kot sem včeraj razlagal Tavčarja in kot se potem pokaže pri Černiju ali pa recimo pri Leo Sovanu v eni taki tipični diskusiji, ne, zato je bilo zdaj. Vidite, tle, ko govorim o il faut être de son temps, jaz lahko najdem za vse te slike celo vrsto primerjav.
In zaradi tega, ker se določene družbene običaji, navade, bonton ponavlja in je bil isti, čeprav ta tip, recimo, ki je prišel v München in se je hvalil z velikanskim denarjem, ne, so bili vsi naši slikarji čisto pretreseni, s tolkim denarjem gre v Pariz in ne kupi nobene slike. Ne. Ampak recimo po drugi strani pa vidite vse te drobne detajle, kakšna je bila oprema v teh bogatih hiš. Skratka, vendarle stopite v resnični socialni prostor, v neke vrste histoire de mer. Ali pa recimo, če hočete videti, kaj je moderniziran portret, kot je ta Nika Županiča od Žabote, ne, je zelo važno, da je on seveda pobral to idejo iz tega, kako so bili recimo na secesiji, ne, na svetlih površinah slikani taki portreti. Se pravi, da je tukaj ta, bi rekel, ta ideja modernosti noter in seveda potem od Detele do Hribarja naprej vidimo pol seveda res ta, bi rekel, slovensko meščanstvo v neke vrste portret d'apparat, tako kot so se slikali in pri Deteli se vsi spomnite, ne, da so ga zafrkavali, da ima tako velik korak, da iz Ljubljane čez Karavanke stopi in je že na Koroškem, ne, in tele noge niso bile kar tako pri tem Vavpotiču naslikane. Na drugi strani seveda je zelo zanimivo, da ženske prav nič ne zaostajajo v tem času. Zdaj si ne bom seveda o tem upal popolnoma nič reči, ampak vseeno lahko rečem, da recimo gospodična Sova ni bila ravno kakšna posebna briljantna femme fatale, ampak to je največ, dokler je prišel Vavpotič. Medtem ko recimo Šantlova se mi zdi, da boljš ujame to, bi rekel, skoraj že neko bolj intimno, ta žanr pride na nek rob te tradicije, ampak če bi se mogel odločiti, bi se zmeraj odločil za fotografijo. Ne. Tako kot je tukaj Helena upodobljena, Bertolt, ne, tako ni na nobeni sliki. Nasprotno, ne, to je pravzaprav trenutek, ker rečem, ona zdaj zadržuje ta del in odpira tle, se ozira nazaj, svetloba, ki tam pada. Jaz ne najdem nobene paralele s slikarstvom, jaz moram imeti film gledati, tukaj se mi odpre tisto, čemer jaz govorim, glejmo to fotografijo zlasti Bertolda, absolutno naprej, njegovi akti iz leta 1907 se mi zdijo, da se bodo vsak hip pojavili v Hollywoodu. Skratka, tle je bila ta izkušnja neverjetno odprta, vizualno, optično, predstavno, imaginativno v čas naprej. Ampak vsi veste, če hočem jaz utemeljiti modernizem, bom mogel začeti s krajino. Vzel sem namenoma letnice 1851-1929, zato ker ne vem, mislim, da sem enkrat odkril, da je prva obvezna literatura Richard Bretel Modern Art, ena taka popularna ameriška knjižica. Ni, pa sem pa zgrešil. Je. No recimo, to je en od mojih stalnih virov, Richard Bretel. No in on začenja z svetovno razstavo, ne, in končuje z krizo 29. leta, ne, z borznim zlomom. In jaz sem pomislil, dobre, kaj bi pa jaz postavil ta čas? In mi je prišlo na misel, ampak to že leta, ne vem, sem pisal tam je modernizem, delaš nazaj, da bi postavil recimo enega Bernharda, eno Savo in enega Jakobiča, to je recimo nekje okrog 22. leta, zdaj letnice nisem našla, vse je, ne. Bernhard, ki ga poznate vsi kot mojstra dioram, panoram, zelo sistematičnih topografskih pogledov, ne, je pravzaprav v letu 1851 popolnoma, bi rekel, korektna, realna predstava slike za meščanski salon. To so bili zdaj prvi turisti, ki grejo v naravo in tako naprej in tako naprej. Ampak Bernhard je obrnil svoj pogled za 360 stopinj, recimo, in njegova optika se tudi za sekundo ni spremenila. Se pravi, on je imel to panoramsko logiko, kamorkoli se je on obrnil, je šel ta isti mentalni pogled z njim. In če bi pa jaz gledal Jakobičeve Save, ki so pravzaprav na nek način brutalne impresije, ki največkrat nastajajo v ateljeju in kjer lahko premišljujemo o njegovih, zakaj pa ne, auratičnih problemih in tako naprej, se pravi pred napadom epilepsije in tako naprej, ampak ne glede na vse to, jasno, vidimo, da je Jakobič, pravzaprav, ko je spreminjal pogled,
je mogel celotno, bi rekel, nastrojenost spremeniti. Seveda pri Jakopiču je problem v tem, da je on portretiral svoje motive, kar zmešan, in ko je on enkrat svoj motiv najdel, ga ni spremenil. Jama je strašno hodil okrog in iskal motive. Jakopič se je pa, ki se je naučil risati točno to pokrajino, točno to je njemu to predstavo v glavi, je potem čakal posebna razpoloženja, da jih je investiral v to podobo in se ni prav nič oziral na to, kakšni so naravni pogoji, ampak kakšna je njegova Einstein, kakšna je njegova nastrojenja, kako štivno ga po domače rečen, ampak, kar je problem, on podobe ni mogel na ta način mentalno ponoviti, kot je lahko nekdo v 19. stoletju. Ali pa, če hočete, kot je lahko naredil fotograf. Skratka, tukaj se začenja ena predstava moderne krajine, tle jaz sem daljši tekst napisal, samo zato za približno orientacijo, kako razmišljam. Namreč, prvo, kar je zanimivo, da v moderni krajini zdaj prostor nima več recimo tega objektivnega, statičnega, če hočete, zemljepisnega statusa, ampak postaja neke vrste kraj, locus in situ, kjer je umetnik stal in je moral premišljati o motivu pred seboj. Poleg tega krajina zdaj v tem novem impresionističnem kadru ni neka reliefna površina, recimo, ki bi jo nek zemljeviden, nek geograf tiče perspektive določil. Še daleč manj, da ni optični konstrukt, ni perspektivna projekcija, ni panorama in ni veduta, stari italijanski etimološki slovar pripoveduje, da veduta pomeni, kamor pade pogled. To Peter Galasi razlaga. Skratka, tukaj gre za neko živo snov, ki jo oblikuje telo v tem prostoru. In na to telo seveda zdaj vse mogoče stvari vplivajo in seveda ta krajina zdaj postaja bolj telesna izkušnja. Seveda, citiram Merleau-Pontija, prav prostor je šele takrat, ko telo van stopi, ne kot perspektivna projekcija, ampak pravzaprav, ko telo stopi v prostor, se ta haptični prostor okrog njega naredi in to je realen prostor, v katerem zdaj recimo Jakopič ali pa Grohar slikata. Skratka, vse to, kar je prejšnjo ali pa konceptualno videno, ali pa kot pripravljalna projekcija in tako naprej, se zdaj znajde pravzaprav v neki subjektivni atmosferi, v nekem, če smem tako reči, domovanju, in tle se prepletajo vidne, optične, vonjalne, atmosferične, vse mogoče izkušnje vstopajo zdaj v umetnikov ustvarjalni proces, tako da tu niso neke ogledovalne površine, ampak nam pravzaprav na nek način ta pogled, kot se zdaj moderno, lakanovsko reče, vračajo. Recimo, Oskar Bečman je napisal na mečkino knjižico Die Entfernung der Natur 1750-1920, kjer ugotavlja, kako se je ravno ta starejši model krajine odmaknil in kako je potem abstrakcija na nek način zelo poenostavno rečeno nadomestila krajinsko izkušnjo 19. stoletja. Ampak v slovenski umetnosti je to eden najmočnejših virov. In lahko grem od Jakopiča do, recimo, Gvardjančiča in bom potegnil skozi pomočjo krajine, ne s pomočjo socialne podobe, bom potegnil neko sorazmerno, kontinuirano, optično izkušnjo, ki se je seveda pa začela tako, da so se recimo v najboljšem primeru meščani peljali z vlakom, in tle je ena zelo zanimiva, ne vem, jaz nisem tega detaljno študiral, ampak mislim, da ravno v začetku maja 1857 se cesar pripelje na Dunaj, v Trst, se pravi, da ni, in tale slika je nekako datirana 1857 leta in doskrat premišljajo, da so se mogli tele meščani, ki jih zdaj tele vodiči vodijo v Rakov, Škocjan, verjetno peljati čez Borovniški prehod in seveda najbolj zabavno je, kako neskončno hiter je bil takrat vlak, kako je prhnil mimo Ljubljane, kot reče Župančič, in ste se tako rekoč in no time znašli pokrajini. Na drugi strani moram reči, da je ta pokrajina, če zdaj govorim modernizem, kot se definira skozi izkušnjo pokrajine. Da imamo v 19. stoletju pravzaprav veliko opore
Slovenci, ker nimamo zgodovinskega slikarstva. Ne? Če bi imeli neko zgodovinsko slikarstvo, recimo, da bi nekdo, da bi Franz Finžgar napisal pod svobodnim soncem recimo 50 let prej, pa da bi recimo stroj rekel, zdaj bom pa jaz upodobil krst pri Savici in tako naprej. Če bi imeli to tradicijo, potem bi se jaz s to tradicijo ukvarjal. Ampak, če hočem ugotoviti, kako se modernizem formira, moram narediti eno nenavadno izkušnjo in moram to delati skozi krajino. In recimo zato se ne zaustavljam, da rečem, da je tukaj recimo možna sublimna ideja v romantični pokrajini. Ali pa namesto, da bi igral golf, lahko gledam pri Karingerju ta drevesa. Ali pa, če sem mogoče malo bolj ekscentričen, vidim eno nedokončano Petkovškovo skico. Ali pa, če hočem zares videti, kako je tekla Kamniška Bistrica, pogledam Vesela. Ali pa, če hočem pa res v letu 1904 videti Ajdo in Dolenjsko, gledam Vavpotiča. Skratka, grem skozi čas in vendarle vidim, da se skozi krajino formirajo predstavni modeli, ki me bodo pripeljali seveda do impresionistov oziroma do temu, čemu bo jaz rekel moderna optična izkušnja, kot se pokaže na začetku 20. stoletja. Seveda, ves čas moramo vedeti, da tukaj vlada mimetični model umetnosti. In ta gre seveda praktično vse do 50 let. Se pravi, če bi rekel v enem samem stavku, gledamo naravo v slikarstvu, zato da bi videli umetnost. Se pravi, ta prevod, jaz to idejo pravzaprav začel Jurčič, ko je rekel, realizem je veliko več kot samo oslikovanje, slikanje, ne? On je, recimo, že v romanu se mu je zdel, da je nekaj več kot to. Ampak, kot sem zadnjič včeraj govoril o tej upodabljalski izkušnji, recimo, mi smo imeli skozi to linijo naravo, upodabljanje, umetnost, idealizem, realizem, naturalizem. In potem so, recimo, naši posebej katoliški teoretiki, ali pa tudi, zaradi mene tudi Stritar, razumeli lar por lar kot zadnjo stopno naturalizma. Ne pa tisto, recimo, če berete zdaj Moreasov manifest, ne, kot v bistvu ravno obrat, kot samozavedanje umetnosti kot umetnosti. In recimo pojmi, ki jih uporabljamo kot je abstrakcija, ni bilo nikoli pa nas mišljen kot neka brezpredmetna, ampak zmeraj recimo kot neko barvno stopnjevanje, recimo predmeta v pojav, ali pa recimo še Izar Cankar, ne, on kar reče abstraktno, on sploh ne misli abstraktne slike, on premišljuje, koliko daleč je motiv ali pa figura ali pa kompozicija na nek način idealizirana, poduhovljena, stilizirana. In če bi hotel reči, kaj je bilo abstraktno, bi mogel reči, samo ornamenti so bili takšni, ne? Skratka, situacija je bila takšna, da se nekje v tem, recimo, prvem desetletju znajdem, če upozorim na včerajšnje predavanje, kaj so bili, kaj je bil horizont pričakovanja naših kritikov, da je za periferno recepcijo modernizma tipična ena sinhronost pravzaprav v diahroniji, kjer moramo, recimo, to zamudništvo vzeti res cum grano salis. Recimo, če se vi pogovarjate z kakšnimi ameriškimi umetnostnimi zgodovinami, pa so včeraj pravu, se zmeri čudijo, kako to, da smo imeli mi tako zmešnjavo v prvem, recimo, desetletju. Ampak v srednjeevropski izkušnji v bistvu ne gre samo za zamudništvo, ampak si morate to predstavljati, recimo, jaz bi tukaj mogel narisati eno predstavno opno, in ki bi bila tako kot slika, in potem bi se v to predstavno opno zaletavali impresionizem, pointilizem, primitivizem, simbolizem in Heimatkunst. Skratka, jaz imam tukaj v tem desetletju eno določeno, kako bi rekel, diafano predstavo, ne? Ampak vsi ti vstopi bi bili popolnoma aktualni. To ni zdaj problem impresionizma leta 1870 ali pa 72. Ne? Recimo, prva resna razprava o impresionistih je v pismih. Ne? Mislim, da med Jamo in Jakopičem, ker Jamo opisuje, kako je v Münchnu na razstavi Phalanx, ki je Kandinski organiziral, videl eno serijo Monejev, ne? In tam on razlaga te
te Moneje, impresionizem in ta ton, srebrni ton, ki ga nisem nikjer videl. Ampak, ko vi greste gledati, katere slike so bile takrat na Phalanx razstavi, vidite, da je prevladoval Monet od 80-ih let naprej, sprav Monet 20. stoletja. In to je zelo drugačen Monet kot Monet 1872. leta. Skratka, tle je bil tisti moderni Monet, ki je leta 1903 naredil najbolj moderno sliko na Beneškem bienalu. Skratka, ta predstava ne more biti tretirana samo stališča zamudništva, ampak je pravzaprav neka posebna realizacija izkušnje in to je podobno recimo seveda, ne bom rekel v Pragi, ker so bile zelo močne moderniste, ampak recimo v srednje evropske umetnosti, dosti je recimo, da greste že v Brno ali pa v Krakov ali pa v Katovice ali pa v Lvov ali pa zdaj lahko po internetu potujete kar zmešani po teh galerijah in skozi govorite, kako ta je podobno našim, ta je podobno našim, ta je podobno našim. Ne? Ampak jasno, naši slikarji niso nič tega vedeli. Oni so gledali v Pariz, oni so gledali na Dunaj, koliko sem že včeraj, da ne bom o tem preveč govoril. Skratka, vsa ta imena so bila kurantna roba tega časa, ampak na zelo specifičen način uresničena v slikarski praksi. Tipično je bilo to prehajanje med različnimi načeloma diahronimi, kontinuiranimi in dialektičnimi predstavnimi procesi, ki so v Franciji vodili od impresionizma do postimpresionizma. Ta sočasnost, opozarjam, ni nujno a priori retardacija. O tem malo tudi kasneje. Še na en izraz moramo upozoriti, ker zdaj ga vsi uporabljamo, ampak recimo pojma intimizma takrat ni bilo. Ne? Lahko so govorili o interjerih, lahko so govorili o štimungah, lahko so govorili o barvni atmosferi, ampak pojma intimizma ni bilo. In če gledate recimo kritiko skupine Nabi, Vuillard, Bonnard, Roussel, Félix Vallotton in tako naprej, boste videli, da pravzaprav do leta 1896, ko André Gide napiše en tak literarni tekst, pravzaprav tudi v francoski tradiciji, bi prej govorili o interjerih kot o intimizmu. Tako da zares je pravzaprav, recimo, moja izkušnja intimizma se začenja leta 1970 na Jakopičevi retrospektivi. Zelo preprosto zato, ker so bili Jakopičevi interjeri postavljeni skupaj. In ko sem šel v naslednji prostor, so bile Save postavljene skupaj. In to je bila nepozabna izkušnja. To je bila tisto, kar me je sprožil, da sem potem prišel na idejo, da moramo mi pravzaprav te slike tretirati v duhu intimizma. Seveda, zelo, kot bom rekel, zelo specifičnega, kar mislim še pokazati. Recimo, bom vzel za en primer Groharja, ki ga vsi najbolj poznamo. Grohar ima ves čas eno tako intimno tendenco, da bi on narisal nek žanrski prizor in veliko tega, kako bi rekel, tudi omlednega, mitološkega primerjave s Segantinijem, se pravi nadarjeni pastirček, ki postane genialni umetnik in tako naprej, je potem preprosto prenešeno v mitografijo Ivana Groharja, kar ni načeloma prav nič narobe. Ampak recimo, jaz nisem čisto prepričan, da je to tudi njegov originalna zamisel, da je on to nekje prerisal, veste, ampak recimo, da vzamemo, da je to način, kako on razmišlja. On že leta 1897 vidi kar dober vpogled ima v Segantinija. In seveda je zbir vprašanje, zakaj ni takrat delal Segantinija. Ampak, vidite, on je mogel iti skozi eno izkušnjo, ki je bila takrat v bistvu za mlade slikarje tako pomembna, ker so vsi hvalili Böcklina. In recimo Cankar, Izor Cankar, ko prvič potuje leta 1909 v Bruselj, se vstal v Münchenski pinakoteki in obsedi eno popoldne pravi pred Böcklinovim plesom valov, odkoder bi lahko recimo en tak motiv z nekim spetkom Grano Salis izviral. Se pravi, da on premišljuje, tako kot je, recimo, včeraj sem vam pokazal, kako leta 1910 še naš pesnik in naše Rilke, se pravi, Vojislav Mole, hvala lepa, Vojislav,
leta vrtijo svoje. Vojislav Mole o tem razmišlja, bolj naprej. Ampak, leta 1900 in potem zlasti s tem, ne, da Segantini postane na Dunaju tako pomembno. In Segantini, recimo, se je za te dunajske razstave neverjetno dobro pripravljal. Tako da je vedel, da on ne bo v Parizu, čeprav je dobil nagrado na svetovni razstavi, že res, ampak zelo se je pripravljal na te dunajske razstave. In pravzaprav je mogoče tudi Jakopič tukaj s nekimi svojimi idejami prispeval k tej bi rekel, apropriaciji, kot se danes reče, Groharja. Ampak po drugi strani pa zmeri premišljam tisto, kar sem prej govoril o motivu umetnika, ki stoji na neki določeni točki in pravzaprav iz tega izvira njegova interpretacija motiva. Ne? Če bi tukaj stali, bi gledali potem sliko, ki ste jo prej videli, ali pa recimo, če bi bili na Heiblerjih, ne, in bi gledali, mislim, da je Macesen, ne, recimo, ena taka čisto preprosta stvar je, da v tem času tam ne gor ni bilo nobenega snega, ampak so je bil pesek, ne. Recimo, to morate pač fizično doživeti, morate iti tja pogledati, morate hoditi po vseh teh krajih in to se izredno splača, ne, ker recimo Jakopič, ki ga je videl avgusta 1904, ko dela prvotno varianto, ne, to je odkril dr. Smrekar na Beograjski razstavi, ne, hoče narediti pravzaprav nadaljevanje pomladi, ne, in natančno vidi, da ta stvar ni tisto, kar hoče doseči, in potem seveda je ta velika mitologija rezanja te slike, pri čemer moram reči, da pravzaprav mi ne smemo nekako pozabiti na to, da se je takrat slike rezalo po tekočem traku. Naprimer, Jama enkrat piše, da je vse stare akte zimske premalal za landšafti in potem v enem kasnejšem pismu piše, kako je mirno odrezal formate. Sprav, to ni bilo neko trpljenje odrezati format in ga narediti, recimo v tem primeru Anavers Actum Quadratičnega modernega in potem seveda prenese vso to interpretativno gonjo z Groharjem kot Macesnom, Osamelec, etc. Po drugi strani ne smemo pozabiti, da so vertikalni formati, ki so zmeraj rezervirani za figure, recimo ravno za naše impresioniste značilni zaradi tega, ker so bili zmeraj slikani iz neke zavarovanosti, da je okno pravzaprav formuliralo okvir slike in težko si je predstavljati, recimo, da bi Jakopič ne gledal, danes je tam tista hiša je podrta, ne? Ampak če greste v sosedno hišo in greste v prvo nadstropje in gledate na križanke, ne boste še zmeraj videli boste lahko skadrirali isti motiv, kot je Jakopič slikal križanke. Skratka, recimo, taki, bi rekel, te modeli predstavnosti se včasih ravnajo recimo po nekem čist običajnem operativnem modelu. Mogoče bi mogel tukaj samo še reči, enkrat sem napisal, da bi enkrat zelo rad videl razstavo zimskih slik, recimo, da bi bil naslov razstave Impresionisti v zimi. Zanimiv je bil zaradi tega, ker to nikakor ne bi bile samo slike snega. In je cela vrsta slik, ki so slikane recimo v zimskem času in ni snega, tako da ne bi bilo tako zelo dolgočasno in bi hodili od ene zimske slike do druge. Ampak recimo, če pomislite, da pred sejavcem nastaja recimo, ne vem, Štemarski vrst, to vsi poznate te slike, ne? Ali pa recimo kakšne brezelke, vidite, da okrog leta 1905 nastopi tako kot neka negotovost. Kam se bomo mi, impresionisti v Ljubljani, zdaj oziroma v Škofji Loki obrnili? In recimo, Grohar naredi sejavca, ki itak ima eno dolgo, z impresionizmom nima nobene zveze, ampak se je zelo dobro inštaliral zlasti po razstavi v Trstu, se je zelo dobro inštaliral našo predstavnost in tako naprej.
ampak recimo, kako bi rekel, njemu potem ideje zmanjka in mora iti spet nazaj, seveda na eno veliko bolj moderno, impresionistično motiviko. Pa spet, bi rekel, se zaustav in mora slikati trikotno kompozicijo, simbolno vsebino. Dobro, to mogoče, da je res malo videl kakšno Jugend ali kaj takega, ampak v bistvu to sploh ni toliko važno, ampak vidite, kako en umetnik skozi celo svojo kariero pravzaprav premišljuje, kam bi se obrnil, kje iskati, kje bom dosegel. In Grohar, ki je bil v hudih krizah, ker je videl recimo zlasti po tej razstavi, mislim, da je mogla biti precejšnja tragedija, ta berlinska izkušnja Die Pazerei, kot so pisali takrat, da ga je moglo to zelo prizadeti. In potem je pošiljal te slike naokrog, recimo, mislim, da je ravno Sejalcev hotel na Beneški bienal, tako naprej, skratka, je bil precej zavrnjen, skratka, da je pravzaprav iskal najrazličnejše principe in se pravzaprav na koncu kariere vrnil nazaj k nekemu modelu, ki ga je on že razvil v pomladi, ne. Se pravi, ko sem prej govoril o tem, kako, če vi postavite zdaj neko tako optično bariero, kako se pravzaprav različni predstavni modeli, seveda vsakič postavljeni na višjem predstavnem obratu, pojavljajo, tako kot neka regresija, ampak ki je mogla imeti vendarle en bolj modern, optičen, tehničen videz. Tako da recimo, nekako smo najbolj pomirjeni, ko govorimo o impresionizmu pri Jami, no in ravno v tistem pismu, sem hotel reči, je Jama videl, recimo on prav, da je videl zelo fine slike iz Veteja, in na tisti razstavi so bile res slike iz Vetej iz 1880, ampak tudi Vetej iz 1901. In se pravi, Jama takrat vidi poznega Moneja, ta, ki ga je potem takar interpretiral kot Monet modernist v 20. stoletju, v tistem znameniti razstavi. Če pogledamo Pleteršnika, kako so bile zdaj te besede sploh uporabljene? Naprimer, pri Pleteršniku imate vtisek in to ne samo zaradi tega, ker se bi to zelo veliko rabila, veste, ampak zaradi tega, ker je bilo to recimo pri Stritarju, pri Ciglerju, pri Janežiču, se pravi pri teh starejših leksikografih uporabljeno, ampak sam izraz der Eindruck je bil pravzaprav vzet iz tiskarskih tehnik. Se pravi, tle ni bil samo vtisek kot neka psihološka danost, ampak je bil nek tehnološki izraz. Recimo, vtis v kamenini imate pri Pleteršniku, ali pa vtis, ki ga naredi ena oseba na drugo. Se pravi, ni bilo mišljeno ravno ta optična, ostra, kadrirana, barvna površina. V dušeslovju se Frančišek Lampe prav s tem zelo natančno ukvarja species impresa in species expresa. In recimo, če sledite zdaj tej smeri raziskav, boste videli zelo zanimivo pozicijo. In to, ne vem, koliko se sicer to da direktno spraviti v razumevanje impresionizma. Ampak ena je starejša tradicija, ki jo zastopa Lampe. In Lampe je bil izredno izmerjen. Njegova dušeslovje ima čez 400 strani in je praktično skozi potrebno natančno branje. In tudi recimo potem o lepoti, ki jo piše leta 1900 v Dom in svet in je nedokončana, ker je umrl, recimo ima izredno natančne opise, ki bi jih lahko takoj prenesli v našo optično izkušnjo, se pravi impresije, ki se je takrat pojavljala. Ampak starejša, deloma tudi prek neotomizma ohranjena tradicija, je približno to, kar je skozi psihologijo govoril Lampe. Potem imate pa novo, se pravi fiziološko estetiko, ki so jo pri nas poznali predvsem prek Mojmanove knjige Pregled estetike in jo citira tudi Izdar Sankar. In takrat ugotovite recimo, da so neotomisti popolnoma resno citirali Wundta, Fechnerja, Helmholtza. Ne da bi jih motili, da je na drugi strani spes fides caritas tisto, kar o kvaliteti, dobroti in lepoti umetnosti odloča. Zelo da imate eno tako nenavadno pozicijo. Upoštevali so najbolj moderno
fiziološko estetiko in na drugi strani so jo skušali neko homeostazo postaviti z neotomizmom. Po drugi strani seveda se pa potem razvija prava fiziološka estetika in pa tudi seveda modeli, zlasti možganskega zaznavanja, recimo Ferdinand Seidel, njegova mehanika dušeslovja je bila recimo na tako izrazito delo direktno vezano na fiziološko estetiko in potem tudi Mihajlo Rostokar in prve njegove raziskave so vse pravzaprav narejene, tako da so ti raziskovalci, ki so imeli v glavnem filozofski doktorat, potem razvijali svoje psihološke laboratorije in usledili Wundtu, Fechnerju in delali potem svoje poskuse, recimo s prvimi električnimi impulzi, recimo, da so prste reagirali, potem, da so študirali, koliko se vam, recimo, vem, ne bom rekel, medtem, ko gledate slike, se potite, so potem raziskovali, kakšne so te fiziološke reakcije. Ampak hoče samo reči, da tukaj se na nek način tudi v tem, bi rekel, v tem času odpirajo vprašanja, ki jih, ko bomo govorili o modernizmu, ne moramo kar tako izpustiti, kot recimo ne govori toliko o slikarskem, ampak kot modernosti tega časa. Seveda, najcenejša varianta je bila zmeri ten, je bil le moment, se pravi ta fizični, realni trenutek, v katerem delate in Antoine de nature vi par temperament, se pravi kos narave, viden skozi temperament. Po drugi strani so pa vse te osebne odločitve, se pravi to iskanje lokacij, kako delati in situ na licu mesta, že same ukinjale to starejšo topografsko, panoramsko, vedutno, razgledniško tradicijo. Tako da pravzaprav je tukaj med recimo neko psihologijo zaznavanja in izborom motiva je neko razmerje, ki ga velja premisliti. In mi seveda smo vsi zdaj v post-lakanovski fazi, ampak recimo, če nekdo si upa izstopati iz lakanovskega mišljenja, ali pa ni prepričan, da ga dobro obvlada, recimo se splača pregledati Gernota Böhmeja, njegovo knjigo o atmosferah, ali pa recimo Hermana Schmitza, enega tazga modernega, v Kielu profesor, enega modernega, to je bolj nemška štorija, enega modernega fenomenologa, in vidite recimo njihova teorija atmosfer se neverjetno lepo usede na štimunge, o katerih jaz govorim, ko se ukvarjam z našimi slikarji. To je samo en kratek ekskurs. Za same umetnike je bil vstop v naravo precej zahtevna izkušnja, ker recimo jaz tudi, ker sem pač učil na Akademiji za likovno umetnost, vem, kako je bil zmeri problem, ko so šli študenti v pokrajino in niso imeli zida za seboj. Se pravi, ni bilo te varovalne opne, da oni gledajo samo to površino pred sabo. In so stali na licu mesta in se je optika dogajala 360 stopinj okrog njih. In podobno izkušnjo, recimo, vidite, ko skuša nekaj naslikati Jakopič, ali pa nekaj skuša naslikati Weiss, ali pa Gerem. Skratka, ta predstava odprte atmosfere, ki kroži, kjer je človek pravzaprav tako postavljen in se pravzaprav motiv dogaja okrog in okrog, in je potem ta trenutek motiv slikanja pravzaprav povezan avtomatično s tem, da vi slikate v tempu s potezo, da je to pravzaprav ena zelo pomembna izkušnja, ki so si jo mogli naši slikari priboriti, to je zelo slab diapozitiv, se upravičujem, ampak recimo, gotovo ga je Jama neskončno boljš obvladal kot recimo Jakopič ali pa Grohar. In drugo pri tej impresiji, ki postane v srednji Evropi zmeri problematična, je, da ko vi kadrirate na način, da je kader v glavi, namreč, ko so te umetniki postavljali te motive, je bila v glavi skozi figura. Kar je pomenilo, da je mogel zdaj recimo en Jagnet na nek način zavzeti ta mentalni status, postal je zdaj tako rekoč portret, če se tako izrazim, portret tega drevesa. Tako da recimo tle je cela vrsta takih Jakopičevih slik, kjer Jakopič na tistem enem gričku, bom še pokazal, kje to je,
začenja slikati pravzaprav svoje najlepše impresionistične slike. Ta mislim, da je v Beogradu in jo zdaj že nisem videl vsaj 30 ali 40 let in jo strašno pogrešam, ker je ena najlepših v življenju, kar sem njegovih videl. Po drugi strani imate pa take stvari, ki jih morate praktično takole pogledati, ker so čisto mečkene. Ampak kjer je občutek impresije, tempo in podoba usklajen, sinhroniziran. Ne? In so to pravzaprav najlepše impresionistične slike. Meni se zdi recimo ta zima zelo dunajska impresija. Se pravi, da je narejena v nulo, kot se danes reče, in na nek način pravzaprav dokaz, ne, bolj metjeja kot impresije. Ampak zanimivo je, ne vem, kako je zdaj, ampak pred, ne vem, 30 leti sem jaz hodil po vseh teh lokacijah in sem bil tlele na tej lokaciji in tale hiša ima od spredi zdaj en tak prizidek od spredi, pol je en vrt, ampak ko sem jaz tam stal, sem še zmeri videl lokacijo proti cerkvi v Stari Loki. Se pravi, dal se je to še videti, da ta prizidek je moc celo noter nekaj narisan. In pa so se z lastnikom tega poslopja ukvarjala, kdo bi to naredil in tako naprej. Skratka, ampak to je situ, seveda, finaliziran vse v ateljeju in jaz se nič ne čudim, da je potem dunajska secesija, potem, ko jo je prevzel Engelhardt, ki so odšli Klimt in te so se imenovali Nurkünstler, ker je ta postimpresionizem, divizionizem, ki je potem zavladal, da je bila v bistvu ta slika popolnoma korektno delo, ki se je lepo usedlo v dunajsko secesijo post-Klimtovsko leta 1905. No, ampak, če gre se od te hiške malo naprej, ali pa včasih pred 30 leti, se potem prišli na eno staro pot, ki je vodila v Crngrob. Taka pešpot je bila, kolovoz po domače rečeno. Zdaj so tam gor so bile že neke, ne vem, neke staje, ali koga je bilo, ampak ker vi se ne smete predstavljati, da so naši impresionisti svoje slike kakam delež nosili, ker se ni dan, ne. Če ni bilo to 100 metrov stran, že ni šel, ne, zaprav, niso šli ravno delež, ne. No, ampak, a vidite tam od zgori tale del, tle na vrh, ne. To so zdaj te neprestano ponavljajoči se njegove breze, jeseni, pomladi, v zimi in ta griček je pravzaprav mehen naprej, tako si saj jaz predstavljam, mehen naprej od te poti po eni stari poti proti Crngrobu. Recimo, če pokažem dve slikce takole, no, mogoče to boljš, ne. Ne morem trditi, naprimer, če gledam to pokrajino, ne, ta rožnik, ki sigurno je najlepših Jakopičev, potem nimam druge ideje, kot da rečem, da je to tipična krajinska številka. Ampak recimo, tle, recimo, je pa pustil neki veljave še starejši, recimo temu tako, impresiv vtisu, izkušnji vtisa na nek način. Ampak nisem prepričan, da je ta slika pred to, ali pa da je ta slika priprava na to sliko. To ni bilo nujno v vzročni zvezi. Zato je treba, kot pravim, vse te stvari jemati precej veliko kritično, ker so se različni motivi prilagajali različnim likovnim pristopom, različnim načinom, kako so jih slikali. Ampak seveda, največja debata pri nas je bila zmeri povezana z pojmom štimunge, in to je zdaj seveda ena velikanska razprava, o kateri, če bom skušal zelo nakratko povedati, bi morali vendarle začeti pri regaliju, tako kot sem včeraj pripovedoval, in jaz, recimo, moja predstava je zelo, da Ivan Cankar, ki je zelo resno bral slovensko slovstvo, jaz sem skoraj prepričan, da je svoje ideje, ker pred tem pravzaprav on je govoril samo nianse, samo ne sme biti ostro narisano, ravno samo nianse, to je vzel seveda ven iz Ramboja, Verlaina, ne. Ni toliko mislil na slikarstvo takrat. In ko je potem pisal iz Mitkejeve razstave, ne, imam občutek, da recimo ta problem štimunge, pa kako mora zdaj gledalec stati na istem mestu pred sliko,
kot je stal umetnik, se pravi, da morate vi narediti toliko in toliko odstopa od motiva, ampak to je bil isti odstop, ki ga je tudi umetnik imel in tako naprej. Morbiti je bil res Regali tisti, ki je bil pri nas na nek način prvi, ki je začel ta sujet umetnika, sredstvo, da izlije van svojo dušo, ko opazujemo odbor, se zatopimo v umetnikovo dušo, gledamo z očmi umetnika in tako naprej in se obudi poezija v naši duši, namen umetnosti v duši, gledalci, vzgojiti veselje, žal, sočutje. Pravzaprav so bili to so bili, bi rekel, predstavni modeli, ki so potem seveda po moje vplivali tudi na Cankarja, ki pa je seveda jasno bral tudi dunajske vire, prednje napisal svojo kritiko, ker znana zgodba je, kako je videl pomlad v ateljeju in kako drugače se mu je srce odprlo v poetičnem vidiku, ko je videl na razstavi. V zadnjih letih se pojem Die Stimmung neverjetno dviguje v pozornost umetnostnih zgodovinarjev. Recimo David Wellberry je v tem estetskem slovarju napisal verjetno ključno razpravo, to so estetische Grundbegriffe, historisches Wörterbuch o Stimmungi. In ko vidite, kam zdaj gre deleč ta filozofska podstat raziskave, kje bi se Stimmunga začela, kje bi se ta pojem kot ene vrste denkfigur, kot ene vrste miselna figura formulirala, gre vse do Kanta, Schillerja, Humboldta, Fichteja, Loceja. Loceja se mi zdi zelo zanimiv. Namreč, Izar Sankar, sploh ni poznal Loceja, ampak je bral Junghannsovo estetiko. In v Junghannsovi estetiki je Loce zelo dobro razložen. In to razmerje med Eindruck pa Ausdruck pri Loceju je neverjetno podoben miselnemu modelu, kot ga potem Izar Sankar uveljavlja. To je spet samo en tak izlet v razlagalno fantazijo. Skratka, nadaljuje se z Riglom, Ruhe und Fernsicht, ločitev krajine od Stimmungslandschaft, to so zdaj ključne Riglove teze, ki so potem odmevale v dunajski kritiki, o čemer najbrž je bilo predvsej tukaj že govorjenega. In kar je mogoče zanimivo, da te, bi rekel, teorije nekako privedejo potem do Dilthaja, do Heideggera, ampak po drugi strani moram vendarle reči, da ko študiram to filozofsko izrazje, se vendarle moram zateči k dunajski konverzacijski govorici, kjer je bila Stimmunga, kako ste se počutili, a je vse v redu z vami, a je danes primeren čas, se pravi neka konverzacijska, bi rekel, uporaba, ki jo imate lahko malo bolj brutalno pri Baru, genialno pri Hofmannsthal in vsekakor sjajno pri Ivanu Cankarju. Ampak, recimo, če pogledate v Pleteršnikov slovar, ki je najboljše vodilo za to, vidite, da ima on občutje, die Empfindung, das Gefühl in tako naprej, to je Ziegler, Janezič, to so ti starejši njegovi, potem je razpoložaj, des Gemütes, nravi, čuda, temperamenta, kako bi rekel danes, potem je ubera, sprav, tako kot bi kitaro natančen uglasil, ubral strune, ubera, in je Die Stimmung, kaj piše tle, eines Musikinstrumentes, die Einrichtung, recimo, kako se je pouk ali kaj šola dobro organizirala, die Einfassung am Kleide, to je bilo zelo važno, da so bile kikle zelo dobro prešite, ta spodna obrobljenost pa to ni bilo tako brez veze, se pravi, Die Stimmung seže zelo deleč, Kleiderfalte, vidite, kako je obleka pravilno padala. Se si predstavljate, če govorimo o Histoire de mer in da moda ni dobro naslikana, je potem slika zgubljena, ampak to je vedno že bilo. Ampak filozofska tradicija je čisto preprosto taka. Začne se z Einfühlungom in imate ta prvo ločnico na Einfache sehen, pa das Schauen, potem imate ali greste v Ereignis, recimo to je bila bolj zgodovinska slika in tako naprej, ali greste v Erlebnis, tle pol vidite izhodišče za Dilthaja, vse skupaj je pač neka Erfahrung, ki jo takrat analizirajo, ampak iz Einfühlunga vstopite v ekspresion, in to je potem Voringerjeva teza, ampak takrat je bila seveda ta Einfühlung podprta tudi z fiziološko estetiko in danes imamo občutek, da se fiziološka estetika oživlja v sodobni
nevroznanosti. Kar iz teh filozofskih teorij sledi, iz teh filozofskih denkfigurn, je pravzaprav ključna stvar. Razpustitev subjekta v objektu, preobrazba objekta v pojav ali pojem, kar je v bistvu, ne, v jedru, vendarle še simbolistična teorija in o tem sem jaz včeraj govoril v zvezi z Ivanom Prijateljem, ampak v fizioloških raziskavah je Stirnunga izenačitev dražljajev v skupni homeostazi. Se pravi, tudi v sočasni strokovni fiziološki, se pravi klinični praksi, obstaja beseda Stimmung v tem smislu. In seveda najbolj enostavna je bila estetska izkušnja kot razpoloženje, uglašenost, ubranost ali pa v sliki neke vrste barvna atmosfera. To je približen, bi rekel, neke vrste en okvir, v katerem se beseda Stimmunga dogaja. Kar zadeva samo slikarstvo, je ključno, da ni dogodek, da ni dejanje, da ni doživljaj v smislu ereignisa, ampak ima neko trajanje, recimo zaustavljeno gibanje, tudi dialog se mora ustaviti, tako da ne veste, kaj je ta oseba rekla tej osebi, ne? In nek občutek brezčasja. In drugič, motiv mora biti osredotočen, se pravi, mora imeti to tradicijo la pointe in pa seveda, če gre za krajino, mora biti figura na zelo specifičen način koreografirana, recimo tako kot je bil takrat v plesu Euritmija, ali pa sploh mislim, da bi mogli mi tukaj študirati Das Leben, kako se reče, Die Lebensreform, ki jo je uvedel, torej, ki so jo uvedli v koncu 90-ih let in je potem vplivala recimo na našega jamu, o čemer je pa tudi že tukaj pisano in govorjeno. Ampak, če zdaj se vrnem nazaj, stilne sporednosti so seveda romantika, simbolizem in beseda, ki jo takrat niso uporabljali, ker jo je uvedel šele John Rivold, postimpresionizem. To je zdaj, če nekoliko bližji pogledamo likovno umetnost in besede recimo so Stimmung, Mut, francosko état d'âme in tako naprej, stanje duše. Po drugi strani pa ima Stimmunga nenavadno situacijo, namreč, da pravzaprav vi ne veste, kje bi vanjo vstopili. Nimate nekega vstopa vanjo, nimate nekega kako bi rekel, koridorja, da bi se v njej znašel. In na nek način je slika tako subjektivna, da nima svojega subjekta. S tem ne mislim, da nima samo, ni tako enostavno, da bi rekel, ja, namesto subjekta, recimo rečem figura, coin ali karkoli. Recimo, pri Župančiču to imate pesmi, kjer Stimmungo, razpoloženjsko krajino, najprej uvedejo dirjajoči konji, ki planejo čez hrib. Recimo, pri Groharju si pa res ne bi mogli predstavljati enega tacega divjaškega, figuralnega udora. Skratka, mi gledamo krajino in pravzaprav ne moramo definirati, kaj je subjekt te krajine. Večkrat bi rekli, seveda, tako kot pri Germu, je pač dama, ki flider nabira in je bil potem seveda zaradi tega tako kruto od Zadnika popolnoma neprimerno kritiziran. Ampak seveda naš Grohar je bil toliko teh dunajskih gričkov gor in dol in sem in tja, da mu potem, je še zmeraj verjamem, recimo, moj kolega dr. Smrekar me enkrat upozoril, kaj pa če je bila pomlad narejena kar blizu Škofje Loke. In pol, seveda smo vsi hodili med, kako se reče, kje je že bil tam, kje je vila, Rahnetova vila. Od Rahnetove vile, če vse tiste hribčke v Rafelško polje, smo hodili gor in dol sem in kje, da bi našli tole površino. In, ne, čakajte, da tole površino. In je neka šansa, ampak tam, kjer bi to mogli biti, pa ogromna drevesnica. Ker on te slike, sigurno jo ni nesel na to stran čez cesto, ampak na to stran pod Rafelškem polju. No, ampak recimo, tlele, kar sem hotel prej pokazati, lahko je subjekt, kot pri Slavičku, kot rečejo Čehi, Antonin Slaviček, kjer on postal eno jesensko večerno razpoloženje in rabi za to Stimmungo figuro, rabi subjekt, rabi jaz sem zdaj tukaj, jaz sem zdaj ta dama, ki se zdaj zamišljeno in ne vem, kako še vse noter premika. Ampak, če bi
zdaj sodu stališča modernosti bi rekel, se je Slaviček je bil silno pomemben slikar, popularen, ravno pred dolg časa tega, ker je imel eno veliko razstavo posledno v Brnu. Ampak, in so ga tudi naši slikari se verjetno znali, ampak recimo, meni se zdi ta slika veliko bolj moderna ravno zaradi tega, ker je ta subjekt, ki bi ga jaz lociral, izbrisan in je pravzaprav cela ta površina, ta nesubjekt tega subjekta. Tukaj neham, zato ker je to tako navarna tema. Po drugi strani, se pa zmeri sprašujem, kako interpretirati drevese tukaj. Zdaj, seveda, na nek način je to subjekt, ne? Vsi vemo, on je prišel iz zapora, težave, kako so ga sprejeli, žalosten, znajde se tle po enih takih variantah pri Rahnetu, piše Jakobiču, da ima lepe štimunge v delu in tako naprej, ampak v glavnem vsi vemo, ne, da je slika bolj dunajska kot Rahnetova, ne, in predvsem taka, kot je bila, jo nikoli več ne vidimo, ne, ker ko so jo videli še na steni pri Mitkeju, je bila tako rekoč čist frišna, ne, in je žarela, ne, danes je ruina. In se včasih kar čudem, ne, kako recimo Ivan Prijatelj piše, ne, da je to kot krilo neke mladenke, ki se razpotegne po krajini, ne vem, kako barvita vse skupaj. Danes je to zelo je trpela ta slika. Tako da je recimo Jama, ker ni bil poetičen človek, je rekel, dokler je frišna, se še kaj vidi. Ko se pa posuši, so pa same pusti. Sprav, štimungo v krajini je treba koreografirati, ne? Recimo, to sem rekel za te figure in pri Jakobiču natančno tako. Intimizem, ki je danes v veliki uporabi, je pravzaprav problematičen toliko, kolikor mi določimo, kdaj se interjer res spremeni v intimizem. Če bi gledali francosko izkušnjo, recimo, če pogledamo take primerjave, recimo, ko so jih takrat v Domu in svetu risali, recimo, kakšen Anton Koželj, ki je naredil, tukaj pride sestri, ki si pomagata, ena je žalostna in jo je treba, ne vem, kako to lažeti, ali pa seveda je ljubezensko pismo, pa Singerci in potem in tako naprej. Skratka, vse to zagotovo ne sodi v območje intimizma, čeprav ne moramo reči, ne moramo zanikati, da je interjer, ne? Bližnje smo potem z Pasternakovim portretom Tolstoja in njegove družine. Ena slika, ki je bila zelo v uporabi, ki je bila zelo videna in cenjena, ampak še bolj mogoče recimo pri enu Ludviku Kubi, ki je iz iste generacije, enak sta študirala, kolikor sta pač študirala pri Ažbetu, ne, in potem seveda se hitro odpre ta interjerski pojem, ker recimo tukaj je bila njegova žena pravzaprav prvotno mišljena res kot neka vrsta impresija, ne, interjer, ampak v bistvu svetloba noter pade in celotna ideja je bila ujeti to žensko, njegovo ženo, ki je zelo dober klavir igrala in Jakobič, ki je pel svoj bariton, ampak potem seveda on to razvije, mogoče tako kot je videl, ne vem, zaradi mene po Renoir, ampak to je bila sploh, vse to so taki toposi, ki se ponavljajo, tako da je iskanje virov irelevantno. Ampak recimo tako kot neke vrste, da se znajdete med zvokom in barvo v sinesteziji, ne? In čim bolj je Jakobič barvit, bolj sinestetičen, bolj zvočen postaja. Po drugi strani je pa zelo zanimivo, da ima ti interjeri zelo dober, zanimiv interni razvoj. Ta, čim bolj bi rekel, intimističen razvoj. Ne? Tako da pridete recimo, ta je mislim 17. leta, ne? Tako da vidite, da se je znotraj motiva, se je dal še ogromno delati, ne? To je zmeri ta problem slovenskih umetnikov, ki prijo samo na 70% proizvodne, ne na 100%, ne? Ki prijo na 70%, se ustavijo. Intimizem zahteva dvodimenzionalnost, ploskovitost, ornamentalnost, to je Maurice Denis, njegova teorija, slika je dvodimenzionalna površina na določen način pokrita z barvami, zaustavljeno gibanje, stazis in, kar je zelo važno, psihološka inertnost. Intimizem zahteva psihološko inertnost.
Vi ne morete spustiti v intimizem dialoga, ki ste ga posneli iz Ibsovega grada. Intimizem mora vse to ustaviti. Mora postaviti v neke vrste stazis, v trajanju, v barvi. In seveda, pri nabijih, recimo pri VR-ju, vidite, da je res, da ko je Maurice Denis govoril o tej dvodimenzionalni površini, kako je na določen način pokrita s barvami, on je mislil nobene abstrakcije. On je videl določene ornamentalne površine, ki zdaj ne nastajajo, če gledam sliko tako, v globini prostora. Ampak se v francoski praksi začenja delati ena taka, recimo, če je tole platno, tle teče motiv noter in tle je slikarjevo delo. In se začenja delati ena posebna, kako bi temu rekel, umestna površina. In to umestno površino slika, sprav, ni več motiv in ni več abstrakcija, ampak se v tej umestni površini lahko izpele barvni akord, kadenca, ritem in drugo, da mora prostor pravzaprav začeti postajati sam ornament, s figurami predmeti. Prostor mora zgubiti neke vrste, kako bi rekel, perspektivno razglednost in se mora spreminjati v neko atmosfero, ki jo pa naslikate samo tako, da jo naredite ornamentalno. In to bi bili recimo kriteriji, s katerim bi se zdaj jaz lotil mogoče ponovne analize tistega, kar sem precej naglo pred leta 78 pisal, da gre za intimizem. Če počas zaključim to dolgo razpravo, najbrž, če govorimo o tem, koliko daleč seže modernizem in s tem ponavljam seveda znameniti stavek naše kolegice Vesne Krmelj, potem moram reči, da verjetno do podob, kot je ta pred rdečim zastorom, kjer seveda je treba povedati, recimo, da so take slike, preden so postali fovisti, slikali tudi, recimo, Matisse, pa Maljevič, pa ne vem, kdo še, vsi, ki so bili rojeni v 1869 leta, tako kot naš Jakovič. To je neka faza, recimo, Italijani, recimo, italijanski futuristi, oni so imeli prvo veliko šolo divizionizma, Italijani ne uporabljajo pointilizem, ampak divizionizem. Zato je Segatini, recimo, divizionist, ki nima nobene zveze z pointilizmom, niti ne v strukturi, kako slika. Ampak recimo, tle smo na tistem robu, kjer je Zoran Kržišnik leta 70, ko smo to gledali, začel govoriti o fovizmu. In druga taka posebnost, ki se mi zdi tudi, da je treba upoštevati, je Jakopičeva obsesija z Gegenlichtom, s to protilučjo, s to protisvetlobo, o čemer je zelo dobro pisal ravno Ivan Prijatelj, ki seveda ima svojo naturalistično tradicijo, pri Bretonu. V Franciji so te slike popularne. Pazite, te slike so bile narejene zaradi tega, ker so vse vzete iz Mileja. Oni izgovarjajo Millet, izgovarjajo Millet, pravilno je Millet. Ker so bile vzete pravzaprav iz neke žanrske tradicije in so bile potem prenešene v salon in recimo ogromnokrat se za te slike, zlasti v srednjeevropski kritiki, piše, da so že impresionistične. Ampak tle sonce ni bil toliko problem, kot to, da se zdaj, da sonce zahaja in se dečve vračajo z dela, se pravi, da je bil epopé de champ, če nemo francozi. Se pravi, sonce seveda je bilo, ampak sonce bo zašlo, tako rekoč neka vrste, kot naslednji hit bo Ave Maria, in bodo mogli potem se deklice vstaviti, sklon glavo, pomoliti, poklekniti, medtem ko to seveda moški ni bilo treba, No, drug tak močen vir, za katerega pa mislim, da ni toliko realen, so potem vsi ti Van Goghovi motivi. Ampak zanimivo je, kako je to videl, potem, ko je prišel iz Pariza Ivan Prijatelj, prav, recimo, počasi in tako naprej, to je ekstrem, krik, je blisk, kar občudujem na Jakopiču, to je njegova nadnaravna doslednost, katero govori o soncu, svetlobi, luči pri nas tam doli, kjer kraljuje samo mrak, cenena, predravljena razsvetljava, siva samo dovolj za eno motnost,
In posebej zanimiv je ta zadnji stavek, kjer Jakopiča primerja z ekskluzivnim zamaknjenim ditirambikom slovenskega slikarstva in profesor Grošelj, ki je delal analizo tega, je ugotovil, da grška beseda pomeni plesoči vrtinec. No, ampak hoče samo reči, če lahko postavim Jakopiča v postimpresionistično lego, je ravno ta obrat, da obrne pogled proti soncu. Ne. To, recimo, starejše tradicije na ta način tega niso uporabljale. In zdaj vidite, da je bila pravzaprav v tem času napravljena kar velika pot od Germove inštitutke, ki gleda do pravzaprav ene najlepših slik, kar je v tem času nastal njegovih spominov, Jakopičevih spominov seveda. Moja teza je, da moramo pravzaprav, ko govorimo o tem času, vendarle upoštevati, da se z vsem tem oblikuje ena estetska kultura, ki jo Slovenci pred tem nismo imeli. Kakorkoli že gledamo barok, gledamo srednjeveške freske, recimo, če gledate recimo v Istri, ne, v Beram, če hočete tako naokrog, vidite, tam je ilustrirana Biblija Pauperum, ne? Tam morate začeti, če hočete razumeti te freske. Ne? Ali pa recimo, ne vem, za Akademijo Operazorum so le to te italijanski veri. Ampak zares, ne, tako, če bi rekel, če zdaj postavim 1851-1929 in pogledam zdaj vse to, kar sem govoril o slovenskem slikarstvu, vendar moram reči, da se formira neka predstava estetske kulture tega časa, kjer so impresionisti noter. Ampak celota je pravzaprav veliko širša, je neke vrste pravzaprav prehod od ruralne kulture v optično-vizualno civilizacijo. Pri tem se mi zdi, da moramo vendarle vedeti in biti na nek način pošteni do teh umetnikov. Oni so bili na začetku vsega tega dogajanja. In iti danes nad njih z nekimi velikimi topovi, medtem ko so se še razvijali, do leta 1903 sploh ni bilo dobrih slik. Ne? Po letu 1903 začnemo govoriti, končen, zdaj imamo take sliko, ki se jih splača interpretirati, hvaliti in tako naprej vrednotiti. Se pravi, treba je imeti, bi rekel, neke vrste skromnost, če bi je to dovoljeno danes reči, in videti pravzaprav, kako se je ta, bi rekel, ta celotni kompleks vizualnosti postopno razvil in kako je naredil vendarle neko, v navednicah, svojo šolo. Seveda je to potem Stele v orisu sjajno opisal in za vse nas na nek način za zmeri zakodiral. Ampak konec koncev se moramo zavedati, da Slovenci nismo imeli akademije 1560 San Luka v Rimu. Nismo imeli akademije 1648 v Parizu. Nismo imeli salona sredi 18. stoletja. Nismo imeli, recimo, razen Prešerna, mi nimamo sublimnega pesnika 19. stoletja. Danes, ko berete literaturo 19. stoletja, da skušam občutek, da berete mladinsko literaturo, pa je Jurčič, pa ne vem kaj, nekako ne znese, ne? Morate, rečete, Jurij Šubic je bral Turgenjeva, to je zdaj diskusija, ne? Skratka, da se, ko jaz, recimo kot modernist, gledam nazaj v 20. stoletje, vidim, da je pravzaprav na nek način logično, da sem bil danes na Preglevi razstavi in danes zelo težko zaradi tega govorimo o impresionizmu. Da sem bil pred leti na Stupci in so bili to velikanski dosežki slovenskega slikarstva v 20. stoletju. In šele, ko vidimo celo to pot in kako se je pravzaprav vse v kratkem času, recimo manj kot v 80-ih letih, vendarle v Sloveniji vsa ta stvar, ki se reče moderna, vizualna, likovna izkušnja zgodila, na nek način, če smem zase se reči, preneham biti samo neverni Tomaž, ampak začnem v to umetnost verjeti. Hvala.